začnemo za prvim vprašanjem. Torej, kako gledate na trend družbenega ukvarjanja s peščico posameznikov, ki se pišlo bolj izjema kot pravilo, torej naprimer ženske, ki se identificirajo? Ja, to je politični oziroma ideološki trend, woke ideologije, to je znana ideologija zadnjih 15 let, je ta zadnji val, ki se je tam nalepil na pač Black Lives Matter, in zdaj ta feminizem, pa ti transi, LGBT scena, IQ+, pa ne vem kaj še, koliko spolov, in to je tako kontaminirano, to našo kulturo, kontaminirajo je tudi levo politično sceno, niso na levi vsi tako nori, kot je ta trend nor. To je kognitivna disonanca, oziroma, jaz bom rekel, kognitivna distorzija, popolna norost, psihotična logika, tukaj je tazga, kar si dovolijo recimo na Filofaksu, pa ne bom rekel, da je tukaj Filofaks toliko kriv. Filofaks sodeluje od tega zadnjega, predzadnjega dekana Romana Kuharja naprej, z LGBT scena, pa transi, in študentska organizacija je baje izsilila te vložke na moških WC-jih. Ko normalen kmet to sliši, to ne ve, a je on nor ali je kdo drug nor. Zdaj pa jaz teoretsko pa to spremljam, mislim, pisal sem knjige, posnimal video, dajal intervjuje, predaval tudi otrokom, so prišli otroci, dijaki k meni, ravno za te transe spraševati, pa spremembo spola. Starši me kličejo, to, kar se zdaj leva scena upa, to bo sprožila. In v Ameriki se je to zgodilo, Trump ne bi zmagal, če ne bi te volkisti na Bidena pa Kamalo Harris tako pritiskali. Trump ne bi zmagal, ne. Zdaj pa imajo bumerang in to norost si ta naša družba ne sme dovoliti, ker na drugi strani bojo desni radikali znoreli totalno in bomo imeli še hujšo sceno, kot jo imamo zdaj. Mogoče toliko za začetek. No, omenili ste že te poteze filozofske fakultete, pa če bi še mogoče kaj dodali? Ja, zdaj čakam mogoče, da bo še, zdaj bom paradoksalno rekel, še scalni lijak tam v moškem WC-ju, da grejo ženske z lijakom v moške pisuarje, ne. Ti vložki pa tamponi na moškem WC-ju za ženske, ker to, da nekdo kot ženska, rojen kot ženska, z XY kromosomsko strukturo, oziroma XX, da gre in se razglaša za moškega, pa gre za žensko, in to v študentskih letih, to je psihična patologija. Zdaj jaz to govorim zato, ker te transe jaz imam starše, hodijo k meni, kaj ne naredi, ko 15-letna hči sebe razglasi, da je on, ali pa, ko hočejo fantje 5000 evrov od fotra, da bo silikone si noter dal, pa tako naprej. Starši me kličejo, tudi trans te osebe, ne, moške in ženske. Imam, ki dobijo to idejo kot ideološki konstrukt leve politične, da ne rečem volkistične ideologije, oziroma LGBTIQ trans ideologije. To je norost, to je ne samo kognitivna disonanca pa distorzija, gre za psihično zmedenost. In ko se jaz ukvarjam recimo z geji, pa z lezbikami, pa s transi, oni imajo v svoji osebnostni strukturi ogromno nekih ran, to so ranjene duše, trpeče duše in sistemsko se jih ne sme zavajati, pa zalagati z idejo spremembo spola še za najstnikov, in to si ta leva politična scena, predvsem levica z veliko pisano, to dovoljuje, ne samo prnem, še posebej na zahodu oziroma v Ameriki. To z mojega vidika, se pa ukvarjam s psihoanalizo, to je absurd, error, paradoks. Torej, bi lahko rekli, da v bistvu, da je tema prešla mejo pomoči posameznikom in je bolj neka propaganda za politični interes? Pa to je samo politična propaganda, ki je sadistično koncipirana, ne, ker te na levi, to so brez moralne razsodnosti, to so anarcho-liberali, oni sadistično uživajo kot te na desni, ali pa konzervativci, jaz imam zaradi psihoanalize, sem konzervativn, sicer sem jaz teh levih krajev, rdečih revirjev, ne, ampak skozi psihoanalizo se ve, da je v ozadju in psihična patologija in sadistični užitek, da manjšina, zdaj pa politološko in družboslovno gledam, ali pa kulturno, jaz sem tudi magister sociologija kultura,
to ne more manjšina prevladati nad večino. In to je ta družbeni paradoks, kjer margina oziroma minimalna, promilna manjšina diktira večini, kaj je normalno. Ne? Tista psihopatologija, da ne rečem psihopatija, ker postane čez noč normalna, ker se je tam promila ljudi nekaj izmislja na krilih svoje ranjenosti. Ene hude ranjenosti, zdaj, če bi to diagnosticirali, vse te, ki so v tej glavni aktivisti te woke ideologije, to imajo nekateri, meni osebnostno motnjo, svoj faktor v psihopatološkem smislu, v DSM-ju, tem statističnem priročniku za diagnosticiranje psihičnih bolezni. To je v ozadju, ampak o tem se zaradi cancel kulture, ne, tiste, ki blokira drugače misleče, to se ne uveljavi v mainstream medijih. Ljudje ne vejo, kakšno poneumljanje se to dogaja. In zdaj pa eni moramo to spregovoriti, jaz snemam videe, tale recimo intervju je eden redkih, kjer se takole odkrito da na to temo kaj pogovoriti. Jaz sem svoje zdaj tole povedal, če imate še kakšno vprašanje, evo me. To je to iz moje strani, če pa še vi želite kaj dodati, pa tudi... Mogoče bi rekel tole, ker k meni so dijaki prišli, čez cesto je gimnazija in so mene ravno na to temo spraševali, tudi spremembo spolov, tudi starši so prišli k meni, kaj naj naredijo. In ko jaz to povem, recimo dijakom, to imajo alarm na inštituciji izobraževalni, kjer bi morali izobraževati z neko trezno moralno razsodnostjo in trezno kmečko pametjo in z vsemi segmenti tudi psihoanalize. In to sistemsko ne pusti izobraževalni sistem, ki je levo kontaminiran, da bi otroci slišali drugo mnenje, recimo v srednji šoli. To, da se dogaja tudi po svetu, da je psihoanaliza Freudova prepovedana, to je absurd v rangu zažiganja knjig, ki si ga Hitler privoščil. Da meni, recimo na filofaksu, odpovejo celo konferenco, zato ker sem jaz predavatelj. Ker sem antifeminist, ker pišem knjige antifeministične, ne smem nikjer predavati, promovirati. To je ta enoumni cancel kulturni paradoks, ki si ga leva politična scena dovoljuje in dobili bojo bumerang, ker bo konzervativnost začela cveteti tako kot v zahodnji Evropi oziroma v Trumpovi Ameriki.